Lep pozdrav vsem skupaj, dobrodošli na Generalštabu Slovenske vojske oziroma na ministrstvu in seveda hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Naj začnem mojo predstavitev oziroma moj govor sledečim. Veliko slabega je bilo izrečenega na račun Slovenske vojske v zadnjem času. Prav zato in glede na ugotovljena dejstva, ki smo jih prejeli šele včeraj, smo v Slovenski vojski z vso resnostjo pristopili k ugotavljanju novega dejanskega stanja. Pa ne zaradi tega, da to moramo narediti, ampak zaradi tega, da ugotovimo, kaj je dejansko stanje in kaj se je dejansko dogajalo. Začudeni smo, da za ta dogodek ni bila formirana medresorska delovna skupina, kot to velevajo predpisi in akti. Ne glede na to, postopke izvajamo skladno z svojimi pristojnostmi in znotraj linije vodenja in poveljevanja. Konstruktivno sodelujemo in bomo sodelovali s civilnim preiskovalnim organom obveščevalno-varnostne službe, Ministrstva za obrambo, ki tudi uradno vodi preiskavo. V interesu vseh nas, predvsem pa Slovenske vojske in mene osebno, je, da se domnevni dogodek razišče. Kajti v Slovenski vojski ne dopuščam zlorab in prekoračitev pooblastil ter zahtevam zakonito in profesionalno ravnanje vseh nas. Vsakršno odstopanje od tega je potrebno sankcionirati skladno s sistemskimi predpisi in pravili delovanja in predpisi v Slovenski vojski. Za konec bi rad poudaril in želim poudariti, da Slovenska vojska svoje naloge na državni meji izvaja strokovno in zakonito, ter skladno z usmeritvami policije, kar je tukaj bistveno. Od leta 2015 in opravljenih več kot 110 tisoč raznih nalog v podporo policije v širšem varovanju državne meje in več kot desetletij delovanja v tujini, večjih zlorab in prekoračitev pooblastil v tem trenutku nismo zaznali. To je prva, ki se je zgodila in seveda o njej se bomo še pogovarjali, ko bo preiskava kot taka tudi zaključena. Hvala lepa. Hvala, načelnik.